to je slavček. Od mraka do zore pesmice milih napeti ne more. Š, to je šipek. On slavca posluša, v petju razcvete, se v rožo mu duša. Ta večer bodo naši slavčki, dijaki, dijakinje, pevci, pevke in vsi tisti, ki imate radi glasbo, seveda, vsi tisti bodo danes, tisti, ki nam bodo razcvetali z glasbo in petjem naše duše. Torej, srčno dobrodošli na gala koncertu Dekliškega plevskega zbora svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije. Prosim, še en aplavz. Z belokranjsko ljudsko so nas dekleta, 40 jih je, popeljale v večer, ki ima čisto poseben namen. In tudi za ta namen imajo izjemne goste, ampak pojdimo po vrsti. Dekleta iz Dekliškega zbora svetega Stanislava z zborovodkinjo Heleno Fojkar Zupančič stremijo k popolnosti, da bi se dotaknile odličnosti. In če kdaj, potem se zagotovo zdaj dotikajo odličnosti. Med 160 zbori, več kot 160 zbori z vsega sveta, so bila dekleta izbrana za sodelovanje na največjem zborovskem dogodku na svetu, ki ga Mednarodna zveza za zborovsko glasbo že od leta 1987 prireja na vsake 3 leta. Vsake 3 leta na drugem kontinentu. Letos je v Evropi, v Barceloni. In tja gredo dekleta. Namreč letos, kot sem rekla, bo ta simpozij v Barceloni in dekleta so šele drugi slovenski zbor, ki jim je to uspelo. No in zato, da bodo dekleta čez 3 mesece res stala v Barceloni na odru, ste pravzaprav pomagali sleheren od vas pravzaprav, z nakupom vstopnice, s tem, da ste si vzeli čas, da ste danes tukaj, s tem ste pomagali. In saj veste, kako že pravijo, pesem prežene človeku skrbi. In zato bomo v tem večeru nagrajeni čisto vsi. Z iskro mlade ustvarjalnosti, ki uči, povezuje in osrečuje. Dekleta, prosim. Kako čudovit je lahko urok, če ga pojejo in plešejo dekleta iz Dekliškega zbora svetega Stanislava. Glasba, verjetno se strinjate, je čarovnija in petje je najčistejši jezik duha. In glasba res lahko uroči. Verjetno se je to zgodilo gospe, ki je bila med svati nekoč na Bledu in so šli mimo 2 fantov. Imela sta take kovčke s sabo, spominjala sta kovčkana glasbila. In tudi ta 2 fanta sta pravzaprav igrala na eni od porok, ampak ne na tej isti poroki. Pa je dala besedo, pa malce sem pa tja, kaj pa imata v kovčku in sem in tja. In fanta si nista dala 2-krat reči. Sva pač odprla kufre in zažgala, pove Lenart, polovica dueta Valdart, v katerem sta se v divji ustvarjalnosti našla violončelist in violinist, Timotej in Lenart. To, da sta se odlično odrezala tudi v televizijskem šovu, to verjetno veste. No, ampak zagotovo je kaj pri tem imel tudi urok njune strasti, s katero sta igrala, kajti ta gospa je to igranje kar tam na klopici posnela, ga objavila na svetovnem spletu. In življenje teh 2 fantov se je začelo gibati v precej drugačnih ritmih. In zelo smo veseli, da sta danes na našem odru 2, lahko bi rekla, divje nadarjena glasbenika, ki sicer neizmerno uživata v roku, ampak oba sta tudi iskrivo odločena, da bosta
ko bosta tudi takrat tista velika, odrasla glasbenika, da bosta z glasbo profesionalno pravzaprav celo življenje. Torej, dame in gospodje, z nami sta Lenart in Timotej Wildart. Prosim. Wildart. Lenart in Timotej bi, zdaj ko ste dobila rožice, naredila svoje, šla, ampak ne, ker pa bom še nekaj vprašala, hecam se. Najprej, Lenart, verjetno so vaju to že kdaj vprašali, pa bom najprej tebe, Lenart, vprašala, zakaj je violončelo in ne nogomet, recimo? Ja, vsi so že nekaj špilali doma, sem pa še jaz mogo kaj, pa še pač jaz sem, rad mi je muzika, kva mi je fuzbal, če pa jaz res nekaj čutim do muzike, To. Ja, res sta dobila zgoščenki, se mi zdi, da sta kar dve, Dekliškega pevskega zbora, ki ga lahko dobite seveda ti dve zgoščenki tudi vi in s tem še dodatno podprete pot v Barcelono. Timotej, gledala sem tale tvoj lok, sicer se je potem zgodilo tudi Lenartu podobno, ampak ti si pa prišel že s tem, show must go on, ne glede na vse. Seveda. Se špila še zmeraj, dokler ima dva laska gor, tako da je čez kul. Predstavljam si, da je prav loki so pri vama potrošni material. Koliko, recimo, sploh ob takem igranju, Timotej? Ja, no, mislim, da sva se naučila že malo paziti zaradi slabih izkušenj. A da sta se? Upam. Ja, no, je bilo že hujš, no, fejst. Tole tako, še dosti v redu. Tako medium. Medium. Tu je medium poškodba, dobro. Ja, bolj tam. No, ja, stane že, zato je pa fajn. Saj midva sva rekla, kaj bova s tem denarjem, namenila bova naprej v šolanje v to, da bova pač lahko še izboljšala. In če je pa treba dati, je pač treba dati, pa je dober, Ja, koga ne rečem. In danes sta nam vsem dala veliko. Hvala lepa, Wildart. Hvala lepa. Ustanita divja v srcu. Kakšen užitek je spremljati užitek na odru, kaj ne? Zdajle pa se bodo začeli in se že začenjajo pripravljati zmešanci. Aha, kar izvolite. Jaz bom pa medtem povedala, zakaj jim pravimo zmešani pevski zbor. Mimogrede, prva zamisel je bila, da bi se imenovali luzerji. In še dobro, da se zamisel ni prijela, kajti ime bi zagotovo morali zelo hitro spremeniti. Namreč desetletje nazaj, 11 let je od tega, ko se je zbrala prva skupina pevcev, takrat jih je bilo tam okoli 20. Vsako leto je zbor rasel, vidite, še vedno ni konec. Je rasel do ne samo v številu pevcev in pevk, pač pa tudi v kakovosti. Kot pravi njihova zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič, so orali ledino, so vztrajali in ob tem
rasli in se spreminjali. Ker glasba lahko spremeni človeka, lahko spremeni tudi svet, je rekel pevec U2, mladi posebej dobro verjetno poznate. No in vztrajali pa so tudi pri tem, da so malce zmešani, zato jim danes pravimo zmešani zbor škofijske klasične gimnazije. Solista Marta Močnik-Pirc in Miha Klemenc in zmešani pevski zbor. Škofijske klasične gimnazije, seveda, iskrena hvala. Hvala, fantje in dekleta, poklon, res. Hvala lepa. In seveda, hvala tudi zborovodkinji Heleni Fojkar Zupančič, ki jo bomo še videli danes. Mislim, da ponovno v belem. Jih je bilo in morda še kakšen več. Glasba je hrana ljubezni, tako je že davno tega napisal mojster Shakespeare. Verjetno je imel zelo prav. Je pa glasba tudi lahko pot k perfekciji. Če še kdo potem, ko jih je poslušal, reče, da perfektno ne obstaja, potem ne vem, kaj lahko je sploh še boljše od tega. Takole je o njih zapisal ugledni glasbeni kritik Heraldo de Aragon, o njih, ki se imenujejo Ingenium Ensemble. Mednarodno priznana in večkrat nagrajena zborovska slovenska pevska zasedba, ki se poleg izvajanja klasične zborovske glasbe posveča tudi sodobnim stvaritvam. Za svoje mednarodne dosežke je leta 2015, 2 leti nazaj, prejela zlati znak Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Zgoraj omenjena perfekcija ima marsikaj tudi s prostori tiste velike hiše, klasične, škofijske klasične gimnazije. Namreč prav Mirjam Rojec in Zala Strmole sta v srednješolskih letih obe pripevali v dekliškem zboru svetega Stanislava škofijske klasične gimnazije. Blaž Strmole in Jan Kuhar pa sta nekdanja dijaka škofijske klasične gimnazije in tudi pevca mladinskega mešanega zbora svetega Stanislava. In kdo so Ingenium Ensemble? Zala Strmole, Mirjam Rojec, Blaž Strmole, Domen Anžlovar, Matjaž Strmole in Jan Kuhar. In če se vam zdi, da so priimki enaki, imate prav. Namreč v Ingenium Ensemble je tudi zabavno, kar 4 med njimi so tudi bratje in sestre. Vabljeni Ingenium Ensemble. Življenje brez glasbe bi bila velika napaka, je zapisal Nietzsche tudi že kar nekaj časa nazaj. No, dekleta iz dekliškega zbora svetega Stanislava ne delajo teh napak. Kot veste, so dijakinje od 2. do 4. letnika škofijske klasične gimnazije, ki zdaleč ne šolale za zraven. Zato
je to, da bodo stale julija v Barceloni na odru največjega zborovskega dogodka na svetu, daleč od tega, da bi bilo to naključje. Dekleta morajo iti 100-krat, 1000-krat prek sebe, spoštljivo pove njihova zborovodkinja Helena Fojker Zupančič. Petje in življenje z zborom pomeni tudi spoznavanje sebe in svoje sopevke. Pomeni vajo v pozornosti za več stvari hkrati. Je nenadomestljiva izkušnja javnega nastopanja, pa tudi potovanj. Je pot premagovanja osebnih frustracij, je učenje in potrjevanje samozaupanja in zaupanja v druge. Vse to še posebej velja v zboru, kot je ta, saj veste, vsako leto se livi v drugo, v novo zgodbo, kajti dekleta odraščajo, iz dijakinj postajajo študentke in tiste osnovnošolke in tako naprej prihajajo na novo. Skratka, zbor se ves čas spreminja. Petje v zboru je vaja v povezanosti in čuječnosti, bi lahko rekli. In vse to je mogoče zato, ker dekleta imajo rada to, kar počno. Spoštujejo umetnost in spoštujejo drugo. Ob vsem jim je pa lepo. In ne malo, ker se tudi nasmejejo, recimo kot takrat, ko so bile na turneji po Nemčiji in na Danskem in sta, seveda, slučajev ni vedno tako malo, imela ena od pevk, Ajda, in profesor, pianist, profesor Primož, pa vsem enaka kovčka. Si predstavljate, kakšen nasmeh se ti zvečer razleze po obrazu, ko bi rad oblekel pižamo, pa je nekaj številk prevelika, pa niti v tvoji barvi ni. To se je zgodilo in seveda je to pobarvalo turnejo v smeh in v povsem druge tone. Zdaj pa so spet z nami dekleta Dekliškega zbora svetega Stanislava. Prosim. Preden nas bodo dekleta s svojim glasom, angelskim glasom, pospremile v malce manj topel pomladni večer, bi rada k besedi povabila srčno, idejno in srčno silo, bi res lahko rekli, Dekliškega zbora svetega Stanislava, gospo Heleno Fojker Zupančič. Je lepo, kaj ne? Ja, seveda je. Helena, za vami so izjemno aktivni dnevi. Do takrat, do tistega jutra, ko se boste vkrcale z dekleti v avtobus na dolgo pot proti Barceloni, vas pa čaka še kar nekaj verjetno zelo pomembnih in tudi lepih stvari. Kaj? Kaj vse? Ja, najprej še kar nekaj vaj. Na srečo, Na srečo, ste zadnjič rekli. Ja. In seveda tudi nekaj nastopov. Vljudno vabljeni 6. maja v Cankarjev dom na letni koncert vseh naših zavodskih zborov. Potem bomo imeli še 3 dni intenzivne vaje julija, ne bomo poleti kar pridne. Potem bomo imeli koncert 19. julija tukaj v Atriju, en tak poslovilni, ali pa za napot, za dobro pot. Potem bomo imeli še en koncert na predvečer odhoda v Barcelono in sicer v Kopru v abonmaju Symphonic Voices. Skratka, še kar nekaj se nam bo dogajalo. Potem pa seveda v Barceloni bo kar nekaj petja in veselja. Helena, ko se takole vračate domov, 2-krat na teden se srečujete z dekleti, s petjem in življenjem pravzaprav, dekleta ob vas tudi rastejo, verjamem, rekli ste mi, da tudi vi ob njih. Kaj je tisto, kar vaše srce recimo na teh poteh domov najbolj polni? Kaj je tisti glavni zagon za vsak dan znova? Ker včasih ni samo preprosto, to vemo vsi,
ampak kaj je tisto? Poglejte jih. In to je to, kar polni. In to, kar smo danes dobili, to je tisto, kar polni. Helena, hvala lepa. Dekleta, res srčna hvala za ta čudovit večer. Je pa, kot vidite, to res en velik projekt in zahvala gre še nekaj drugim ljudem. Profesorici Barbari Crgolj za organizacijo logistike koncerta, ekipi 5 pevk, ki se skrivajo tu, to so projektnice pravzaprav, Manca, Amalija, Ana, še ena Manca in Bernardka za pobudo za ta koncert in za pomoč pri organizaciji. Profesorici Lili Švajger za medijsko podporo, enako Radio Ognjišče. Ravnateljici osnovne šole Alojzija Šuštarja, gospe Marini Rugel, ker nam je prijazno prišla nasproti v vseh naših željah. Tehnični ekipi prijateljev, 2 Matejema, Urošu, Marku, Žanu za celotno zunanjo podobo koncerta. Metodu Trajbariču, Evi Bone, Štilnu Miklaviču in vsem dijakom in dijakinjam, ki so vsaj za en večer postale in želele postati hostese. Gospodu Janku Remcu in ekipi vzdrževalcev in čistilk za to res lepo urejeno dvorano. Gospodu gimnazijski tajnici, gospe Tini Tandler, knjigarni Družina. Hvala vodstvu Škofijske klasične gimnazije in zavoda svetega Stanislava, posebej ravnatelju, gospodu Simonu Feštanju in direktorju doktorju Romanu Globokarju, ker spodbujata zborovsko dejavnost v zavodu in nas v naših prizadevanjih vedno prijazno in navdušeno podpirata, kot pravijo dekleta. In seveda prav vsem nastopajočim, ki ste se in so se danes velikodušno odrekli honorarju ali kakršnikoli drugi obliki nagrade in nam na tako vrhunskem nivoju pomagali z zbiranjem sredstev. In ne nazadnje, vsem vam, kot smo že rekli, vsaka vstopnica še kako šteje, vsak nakup zgoščenke še kako šteje in vsak trenutek vaše pozornosti, kot je rekla Helena, to je tisto, kar polni. Zdaj pa bo še nekaj napolnilo naša srca. Nekaj je v zraku. Lepega, nežnega, mimobežnega. Nekaj je v zraku. Pesem in ljubezen. Hvala in srečno.